Prisrčno pozdravljeni in dobrodošli na slavnostni prireditvi ob 60-letnici delovanja Občinske turistične zveze Brežice, ki obeležujemo prav v tednu Svetovnega dneva turizma. Nocoj pa ne praznujemo le častitljive obletnice, ampak bomo ob tej priložnosti podelili priznanje ob zaključku vseslovenskega vsakoletnega izbora Moja dežela znak gostoljubnosti 2025. V naši sredi pa danes prav lepo pozdravljamo župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana, pa predstavnico upravnega odbora Turistične zveze Slovenije, gospod Mileno Vranetič. Pozdrav namenjamo tudi predstavnikom oziroma predsednikom sosednjih občinskih turističnih zvez, predsednikom in članom turističnih društev ter društva kmetijstva občine Brežice, članom ocenjevalne komisije v okviru projekta Moja dežela, članom odborov Občinske turistične zveze Brežice ter seveda vsem nocojšnjim nastopajočim, nagrajencem, gostom ter medijem. Še enkrat prav lepo pozdravljeni, verjamemo, da bomo nocoj preživeli prav lep večer v naši državi. Vse bolj doživljajo kot prijazno, odprto in gostoljubno destinacijo. Destinacija Brežice danes sodi med vodilne slovenske destinacije z več kot 500 000 prenočitev letno in s prestižnim znakom Slovenija Green Platinum. A ob vseh dosežkih seveda ne smemo pozabiti, da so prav lokalna turistična društva tista, ki svojim delom, prostovoljstvom in srčnostjo vsak dan znova sooblikujejo našo turistično zgodbo in ji dajo tisto pristno podobo. Zato z veseljem vabim k besedi človeka, ki svojo vizijo in podporo pomaga, da se turizem v naši občini na vseh ravneh odlično razvija. Gospod župan, vabimo vas pri pozdravnemu nagovoru. Izvolite. Spoštovana predsednica Turistične zveze, spoštovani vsi delavci, cenjeni gostje, lep in prisrčen pozdrav na ta dan, ko praznujete 60 let delovanja Turistične zveze. Občina Brežice pa v letošnjem letu praznuje tudi 100-letnico turizma. Praktično pred 100 leti so Atemsi postavili nekako prvi hotel, kjer so začeli ugotavljati, da je naša termalna voda izjemno bogata, tako za zdravstvene namene in pa seveda tudi druge. Prav tako pa seveda tudi ostale stvari, ki so v občini pomembne, pa naj bo to voda, pokrajine ali pa naša vina ali pa seveda tudi gastronomija so izjemno pomembna pri turizmu. Seveda samo gostinstvo v naši občini ima bistveno daljše korenine. Pravijo, da so že gostilne, ki imajo 150 let in več,
Tudi že v kmečkih uporih so v naših krajih bili zapisani, da so bili pogoščeni, kar pomeni seveda, da je gostinstvo zelo močno, seveda pa turizem pa dejansko lahko rečemo, da se je začel res pravilno razvijati pred 100 leti. Zadnjih 60 let pa seveda turizmu daje še posebno tudi noto Turistična zveza, ki združuje naša društva, ki so zelo aktivna seveda po celi občini. Danes še posebej je to pomembno, kajti kot vidimo, vse bolj gre turizem v okolju prijaznem, vse bolj gre v trajnostno, zeleno in seveda, kaj je lepšega kot to, da imaš vso občino lepo urejeno. Zato s turističnimi društvi skrbimo tako za urejanje krajev. Občina skrbi tudi, da večina večjih krajevnih skupnosti ima tudi svoje središča, svoje kulturne domove, pomembne kulturne spomenike in pa seveda tudi nekatere šole in podobno. In zelo lepo je, ko pride turist v kraj, da seveda vidi lepo urejene. Res je, da so Terme Čatež, Terme Paradizo tiste, ki so največje, ki pripeljajo največ obiskovalcev. Vendar danes obiskovalci radi vidijo seveda še bistveno več kot samo hotelske sobe, bazene in podobno. Zelo radi raziskujejo tudi našo okolico in ta naša okolica, lahko rečem, da je čudovita, prav tudi po zaslugi vas, turističnih društev in pa seveda tudi naših marljivih občanov, ki skrbijo za to, da so kraji urejeni. Občina Brežice seveda poskuša tudi temu slediti, zato smo skupaj z Fakulteto za turizem naredili tudi strategijo razvoja turizma, ki nekako seveda nas vodi v to, kar v tem trenutku gre, v to, da je čim bolj zeleno, čim bolj naravno in pa čim bolj trajnostno in zaradi tega smo tudi veseli, da smo eni od 6 občin v Sloveniji, ki nam je uspelo pridobiti naziv Green Platinum, kar pomeni seveda, da je to najvišji naziv, ki ga lahko dobimo. Prav je, da se tudi pohvalimo, da občina Brežice je najbolj obiskana turistična občina v vzhodni slovenski koheziji, kajti dejansko vsi večji ostale, ki so še občine, ki lahko rečemo, da so nekje malo nad nami ali pa z nami, so na zahodnem delu Slovenije, kar pomeni seveda, da tudi z tega vidika imamo pomembno vlogo. Prav posebej pa seveda sem vesel, da naša turistična zveza združuje društva, da delujete na različnih področjih, posebej še, kajti skrbite za ocenjevanje naših krajev in s tem seveda sem prepričan, da so bistveno bolj lepo urejeni kraji, konec koncem spodbudite tudi na nek način tekmovalnost, po drugi strani pa seveda se eno drugo učimo, vedno je kaj novega. Prav tako me veseli, da se prijavljate na različne projekte, na katerih dobite tudi določene sredstva ali pa skupaj speljamo z občino in s temi projekti seveda tudi polepšate kraje. Veseli me tudi sodelovanje čezmejno, kajti občina Brežice tukaj je pomembno tudi sodelovanje preko meja, predvsem z Hrvaško. Tu seveda tudi delamo z različnimi, se prijavljamo na različne projekte, kot so Interreg in podobno in seveda tudi tu se vključujete. Najpomembnejše pa je, da skrbite tudi za delo z mladimi. Tudi danes ste začeli lepo z najmlajšimi in seveda, če že začneš od malega vzgajati, da je treba skrbeti za naše okolje, da je treba skrbeti za urejenost, konec koncem pa včasih celo najmanjši opozorijo tudi nas starejše, da mogoče smo kaj narobe naredili in da je treba tudi pogledati, kaj je potrebno narediti. Zato ob tej priložnosti vam vsem čestitam. Vemo, da je tudi praktično obeležujemo dan turizma. Čestitam vsem zaposlenim v turističnih dejavnostih, kajti dejansko brez marljivih rok in pa gostoljubnih ljudi se turizma ne da razvijati. Bi pa še na koncu povedal, da ob takih priložnosti podelim tudi plaketo župana. Letos pa smo se odločili, da bomo to naredili na občinski seji, kjer bo tisti najbolj svečani trenutek, tako da bo tudi vaša turistična zveza prijela plaketo župana na občinski seji, ki bo 27. v Viteški dvorani.
Tako da na koncu vsem skupaj želim še veliko uspehov, želim, da še naprej tako zagnano delate in da sodelujemo naprej z roko v roki, kot smo do sedaj. Hvala lepa. Odgovorne rabe naravnih virov in inovacij, ki prispevajo k bolj odporni in vključujoči družbi. Turizem pa, spoštovani izbrani, ni zgolj le gospodarska dejavnost, je tudi priložnost za pozitivne spremembe v lokalnih skupnostih. In ta konec tedna bo po vsej Sloveniji bodo potekala številna dogajanja in dogodki, ki bodo obiskovalcem ponudili vpogled v trajnostne prakse, v lokalno kulturo ter spodbudili razmislek o odgovornem potovanju. In prav to sporočilo lahko lepo povežemo z naslednjo glasbeno točko. Z veseljem na oder vabim učenki Osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova, Ladejo Rožman in Zalo Suša, ki nam bosta zapeli Tam, kjer sem doma. Povezuje turistična društva, skrbi za urejenost in gostoljubje naših krajev ter z različnimi projekti spodbuja vse generacije, prostovoljce in društva k ustvarjanju lepega in prijetnega okolja. Njeno delo sega od akcije Moja dežela do ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter do tesnega sodelovanja z občino in širšo skupnostjo. Zato z veseljem k besedi vabim predsednico Občinske turistične zveze Brežice, gospo Branko Strgar. Branka, izvoli. 1965, natančneje 25. junij je tisti datum, ki ga najdemo v zgodovinskem arhivu v Celju kot datum ustanovitve Občinske turistične zveze Brežice. V tistem času so na podeželju že delovala turistična društva in potreba po krovni organizaciji je postajala vse bolj nujna. Sestali so se predstavniki posameznih društev in za prvega predsednika Občinske turistične zveze Brežice izvolili gospoda Maksa Topliška. Sledila sta mu Vlado Držič, Anton Jesenko, od leta 2007 zvezo vodim jaz, Branka Strgar. Prioritetne naloge zveze so bile skrb za hortikulturno ureditev mesta Brežice, povezovanje društev v zvezo, ustanavljanje društev po krajevnih skupnostih, kjer še niso delovala, in informiranje turistov. Zveza se je širila, postajala je prepoznavna, povezovala se je z gospodarskimi organizacijami tistega časa in v 70. letih prejšnjega stoletja so bile v sodelovanju z Agrarijo, HPG-jem in drugimi organizacijami organizirane cvetlične razstave v gradu Brežice in povorke s cvetjem po mestnih ulicah. Svoje mesto je našel tudi pustni parlament in pokop pusta, rekreativni kolesarski maraton po brežiški kolesarski poti na 35 in 80 km, odbojka na mivki, šahovski turniri in mnoge druge dejavnosti. V tistem času so turistična društva svojo dejavnost sofinancirala iz zveze, zato so v društvih nastajale vedno novi projekti, trasirale so se številne pešpoti, projekt Moja dežela lepa in gostoljubna se je iz občinskih meja razširil na področje Posavja in Občinska turistična zveza Brežice je postala regijski koordinator, saj je bila zveza z aktivno zaposlenim tajnikom, ki je koordiniral
delo, skrbel za povezovanje in informiranje. Konec 90-ih let in po letu 2000 se je stanje začelo spreminjati. Sofinanciranje društev in zveze je prešlo na sredstva iz javnih razpisov. Zveza se je trudila na javnih razpisih za evropska sredstva in bila uspešna z naslednjimi projekti. Leta 1998 se vključuje v projekt usposabljanja za trženje in delo v turizmu, od leta 1998 do 2000 v projektu usposabljanja za trženje in delo v turizmu v Posavju, leta 2004 projekt Slovenski kozolec, kjer so obnovili Klemenčičev kozolec na Čatežu. V času od 2006 do 2009 se je izvajal projekt Podgorjanska vinska turistična cesta v občini Brežice. Projekt je bil zelo obsežen in je vključeval strokovni posvet na temo vidiki in možnosti vključevanja območja Natura 2000 v turistično ponudbo, posveti na temo hortikulturna ureditev okolice domačij, možnosti uvajanja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, strokovno ekskurzijo po Podgorjanski vinski turistični cesti, delovne sestanke in terensko delo s člani vinogradniških turističnih društev, društev za razvoj podeželja in številnimi turističnimi ponudniki s ciljem popisati turistično ponudbo in izdelavo reliefne turistične karte, postavitev zunanjih oglasnih vitrin v krajevnih jedrih. Po letu 2000 so na pobudo Turistične zveze Slovenije spodbujali delovanje turističnih podmladkov na osnovnih šolah in sodelovanje na festivalu turizmu Pomaga lastna glava. Kasneje so spodbudili še vrtce in srednje šole, ki so se vključevali v svoje projekte. Aktivnost je potekala tudi na vključevanje v LAS programe, vendar kot pomoč ostalim, saj zveza zaradi pomanjkanja sredstev ni nastopala v vlogi nosilcev programov. Leta 2010 in 2012 se je preko zveze vodil projekt Očistimo Slovenijo v občini Brežice. V projekt so bila povezana številna društva, vsa turistična, gasilska, ribiška družina, športna društva in druge, osnovne šole in krajevne skupnosti. Kot krovna organizacija nastopila občina, ki je sofinancirala številne odvoze odpadkov, zagotovila zaščitna sredstva za udeležence akcij. Zbrani podatki o odvozu odpadkov so bili kar zaskrbljujoči, saj se je zbralo več 10 000 ton odpadkov. Leta 2011 je bil izpeljan projekt obnove parne lokomotive in njene postavitve na železniški tir pri podjetju BGS v Dobovi. V letošnjem letu se je na pobudo krajevne skupnosti Dobova, podjetja SŽ-Vit in občine Brežice lokomotiva prestavila na lokaciji pri parkirišču podjetja SŽ-Vit. V letu 2013 je Zveza za naročnika ZPTM pripravila analizo turističnih produktov in njihovih idejnih zasnov znotraj turističnih društev za obdobje do leta 2013 in izdelavo analize vizije turističnih društev za obdobje do leta 2015. V tem obdobju je Zveza prešla izključno na prostovoljsko delovanje, saj je zaradi pomanjkanja sredstev ukinjena 4-urna zaposlitev tajnice, najemnina za prostore je postala previsoka in zato je Občinska turistična zveza danes izključno prostovoljska organizacija brez svojih društvenih prostorov. Projekt Moja dežela lepa in gostoljubna je še vedno tisti, ki ga pod okriljem Turistične zveze Slovenije izvajajo v naši občini in regiji Posavje. V zadnjih 2 letih je projekt noveliran in se imenuje Moja dežela znak gostoljubnosti, kar se bo odrazilo ob letošnji podelitvi priznanj, saj bodo predstavljene nove kategorije ocenjenih krajev. Zaradi strokovnosti komisije se vedno izberejo najboljši in slednje prepozna tudi državna komisija, ki občasno nameni kakšen viden rezultat. Trenutno poteka spletno glasovanje za Pišece in pa mesto Brežice. Glasujte iz vsakega računalnika ali mobilne naprave, lahko to storite enkrat na dan. Vsako leto se spomnijo dni povezanih s turizmom.
Svetovni dan voda 22. marec, Svetovni dan zemlje 22. april in največjega praznika povezanega s turizmom, to je Svetovni dan turizma 27. september, ki se obeležuje že več let. V tednu praznovanja so organizirane promocijske aktivnosti, na kateri sodelujejo turistična društva, vrtci, šole, se izvajajo mladinske delavnice, zaključi se projekt Moja dežela s podelitvijo priznanj in najboljšim na občinski ravni ter vsake 3 leta tudi na regijski ravni. Ne da se prezreti številnih strokovnih ekskurzij, za katere destinacije se izbirajo bodisi med nagrajenimi v sklopu projekta Moja dežela, spoznajo se dejavnosti turističnih društev in ostalih društev v občini Brežice, Posavju in delu Dolenjske. Skratka, osredotočimo se na manj prepoznavne zadeve, ki še iščejo prepoznavnost v našem prostoru. Pomembno je tudi sodelovanje z lokalno skupnostjo, zavodi, Turistično zvezo Slovenije, saj zveza sodeluje na raznih aktivnostih omenjenih, to je sejem Alpe Adria ter pot kruha in pogač v Ljubljani, srečanja obvodnih krajev na različnih lokacijah po Sloveniji, posvet o delovanju Turistične zveze in turističnih društev, skupščina Turistične zveze, dan kruha, vina in salam ter županov Golož v Brežicah in aktivnosti turističnih društev, ki so povezani z zbori članov, pohodi, prireditvah in tudi dejavnosti ostalih organizatorjev. V letu 2025 Občinska turistična zveza Brežice obeležuje 60-letnico delovanja, zato so razne aktivnosti v jubilejnem letu osredotočene na praznovanje. Danes bo ob tem jubileju slovesno s podelitvijo priznanj Moja dežela, predstavitvijo nagrajencev v sliki in besedi, promocijski video in predstavitev turističnih društev vključeni v zvezo, kjer si lahko ogledate na zadnji steni razstavo fotografij posameznih krajev, kjer turistična društva delujejo. Danes je zveza organizacija, ki deluje kot društvo, vključuje 15 turističnih društev in društvo kmetic in s prostovoljnim delom pripomore k prepoznavnosti, promociji in ustvarjanju novih turističnih produktov. Kot sem že omenila, zveza deluje izključno na prostovoljni bazi, brez zaposlenih in lastnih prostorov, zato se koordinacija vrši preko predsednice, koordinatorja projekta Moja dežela in članov upravnega odbora. Prostovoljske ure letno presegajo 3-mestno število in se spogledujejo s tisočico in več. Sofinanciranje je urejeno iz občinskih razpisov in razpisa Turistične zveze Slovenije za prireditve. Ob spoznanju, da se skromnimi sredstvi, voljo in zagnanostjo lahko izvedejo prepoznavne stvari, se veselimo vsake izpeljane naloge ali dogodka. Na koncu naj se zahvalim vsem, ki podpirajo delovanje Občinske turistične zveze Brežice, občini, Turistični zvezi Slovenije, medijem ter danes še vrtcu Mavrica Brežice, osnovni šoli Jožeta Toporišiča Dobova, Vesni in Erni, Zdenki za okrasitev odra, Robiju Kerino za ozvočenje, Kulturnemu društvu Videokom Davor Lipev za fotografije in videoposnetke ter montažo filmčkov in posebna zahvala Anji, ki nas popelje skozi nocojšnji večer. Hvala. Najlepša hvala za odličen vpogled v delovanje naše Občinske turistične zveze. Občinska turistična zveza Slovenije, gospod Mileno Vranetič. Izvolite. En lep dober večer, tudi v mojem imenu, v imenu Turistične zveze Slovenije. Ob današnjem prazniku 60 let delovanja nam je Branka, predsednica Občinske turistične zveze, lepo predstavlja delovanje, potek, nekako preglednost, kdo je vodil in kdo sestavlja to zvezo. Področje delovanja, turizem, v svetovnem dnevu turizma. Se strani Turistične zveze Slovenije, opravičujem predsednika Damjana Černjaka,
In v imenu upravnega odbora, kot članica upravnega odbora in Turistične zveze Slovenije podeljujem naši predsednici za delovanje Občinske turistične zveze in naj bo to priznanje tudi vsem turističnim društvom, ki se sestavljate in aktivno delate na našem področju. Branka, iskrene čestitke. Priznanje z zlatim zlakom. Zahvaljujem se Turistični zvezi Slovenije za prejeto priznanje. Mislim, da naša turistična zveza in vsa društva so v Ljubljani kar dobro poznana, saj pravijo, da na naših stojnicah na sejmu Alpe Adria je vedno najbolj živo in najbolj lepo, pa predvsem dobro. Se pravi, lokalne dobrote so v Ljubljani zelo zaželene. Podelitvijo priznanj v okviru projekta Moja dežela v občini Brežice pa nas bosta s svojim nastopom nasmejani Vesna in Erna oziroma Franska in Pepca, ki pa nam bosta na šaljiv način opisali dogajanje v občini, v zvezi in v društvih. Dekleti, izvolita. Kako vam ne povem, jaz nicoj tako srečna, tako vesela, ki si bom lahko predstavo pogledala brez moja Franska, da bi mi za vrance dihala. Saj jaz nisem nič povedala, da bom nicoj te v dobovi, tako da ne ve, da bi šla od doma. Tudi moji ne vejo, kdaj bom prešla domov. Joj, manjca pa zdi, da nekomu telefon zvoni. Jezus, ljubi Bog, pa to mani moj zvoni. Ja, pa bodi vesel, če si lahko. Ja, Pepca te. Ja, se vem, da si te. Franska, a ti si? Veš, jaz pa nisem doma, jaz sem pa v Dobovi in tu na proslavi Občinska turistična zveza Brežice, kaj ti veš, 60 let so že na sceni. Ki bi ti vedela, Franska, ko je telepo, ja, Nobel, tako lepo je, veš. Ja, vse vem, vse sem jaz tudi prešla na proslavo, veš? Še nekaj ti moram považnika povedati, še tu sem še za tu prešla. Joj, Franska draga, kaj ti bi rada videla, da ima na kap zadana. Ja, pa kaj je tabi, pa kaj ti nam moraš brez mana? Zdaj, da si pa že glihte, pa mi pove, kam moš ti tako vožnjega manj zapovedati? Vem, ne vem, ko bi ti jaz tu zdaj povedala, ki boš tako vesela, kot bi jaz to povedala. Ja, pa ti že enkrat povej, veš, da sem tako firkčna. Pepca. Kaj je? Nojga. Ja, ne vem. Jaz imam Facebook in Instagram. Jezus, ja, ljubi Bog, Franska draga, ja pa Alta je pa enkrat pomat srečala. Ni ona mene, jaz njo. Tu pa je jako lepo. Veš kaj, Franska? No, te povej. Ja, tako ti bom jaz povedala. Lepo je, zdaj boš ti, Bog ima vse vedela, kaj se dogaja po svete, kakva zdraha so doma. Najboljša bo pa tu, ki bom jaz imela mer takrat, ko boš ti na Facebooku. Ja, to je vse res, samo ljuba moja Pepca. Ja. Jaz, ko sem na tem berem tu na Facebooku ali Facebooku, ti rečeš, jaz več včasih ne zastopim nič. Pa eni tako, pa več ne vem, kaj je res, pa kaj ni res. Veš kaj, zato pa nabrati teh stvari, ki tu ni vsa za taba. Ja, zakaj pa tu ni za mene? Zato, ki ti tu vsa zastopiš drugač, veš? Bog ima te paljene, tako bom kaj mi rada povedala. Poglej, kako jaz taba poznam, Franska draga, ti dobro veš, kaj je prav, kaj ni prav.
vsakem človeku vidi samo dobro. Ja, kaj pa najbolj važno pa misliš svojo glavo in tu zdravo kmečko pametjo. Tako. Se bojiš? Ja, veš kaj, ani drugi pač mislijo drugač. Veš? Ja, da jaz ne bi pravač povedala, veš, reči. Ja, sem te že zastopila. Aha, dobro, kaj si htjela. samo da si ti mana zastopila. Samo veš, kaj Pepca? Ja, ne vem. Včasih pa ni bilo tako. Ja, včasih res ni bilo tako. Ja, zdaj so pa drugi cajti, ljubi Bog. Ja, kaj je zdaj? Zdaj ti je svoboda govora. Ja, pa demokracija. Pa kaj ti je zdaj kaša sad? Ja, veš kaj. Cajti gor, cajti dol, samo jaz se rečem, da tu ni lepo, niti pošteno. Ja, tu imaš prav, samo ljuba Franska, me pa res sveta ne bomo obrnila. Tako pač je, ko ja, ne moraš več. Jaz pa mislim, da bi lahko marsikaj naredili, veš? Ja, zdaj pa jaz res ne zastopim. Kako jaz vem, ti nimaš strica, na tatka vzade, da bi te rindi napreko Ana. Nimam nobenega vzadi, se vidiš, ne? Samo v sedlih mislim, da bi lahko nekaj naredili dobrega. Ja. Če bi hteli. Ja, tu je pa jako lepo, pa ajde, da čujem, kaj bi ti dobrega naredila. Se ne vem, ko ti naj povem, nekaj imam v glavi. Jo, no, če moš pa v glavi, pa kaj pa povej, kaj tu moš, ja. Mislila sem, ali bi jaz mogoče imela svojo stranko, ali pa da bi bila dobra vila. Ja, Franska moja, ti zdaj pa tako mimo strelila. Ja, Ani bi pa rekli, da kosta streljaš. Pa čudno, pa ti jaz si diht, kaj ti je pa nas, kaj moš vročino ali kaj? Ne vem, če sem diht, nisem diht, samo vem, da streljati ne znam gvira, tudi nimam pa večino, se tudi ne bom. Joj, Franska, pa nisem jaz mislila tako hudo. No pa povej, kako ti misliš, stranko bi imela, pa še dobra vila bi bila. Ja, mislila sem tako, če bi imela jaz moč, da bi lahko naredila veliko dobrega za vse nas. Tu sem mislila. Tu se jako lepo čuje, samo ne vem, težka bo. Probati pa ni greh. Ja, tu je že resno, pa hajde, da čujem, kaj bi tu naredila. Ja, jaz, če bi imela moč, bi zacuprala tako, da bi bili bolj složni, pa manj žaljivi, pa manj lažljivi, pa veliko še dobrega. Joj, Franska moja, tu se pa čuje, ko v najlepši pravljici. Samo veš kaj je, nas je ljudi težko pripraviti na dobro, prej na slabo. Ja, probati pa ni greh, ne? Tu je že res, samo kako jaz zdaj razmišljam, ti, kaj ti nicaš stranko pa, da bi bila dobra vila? Ja, ne vem, mislim, te mi ti, kaj pa ne pol drugega naredi, te mi ti povej, če si tako pametna. Kaj naj naredi? Veš, kaj si jaz mislim, čakaj. Je, veš, da sem se vpotila, veš, kaj bi bilo dobro, da se ti včlaniš turistično društvo. Pa bi lahko bila pridna vila, veš? Jezus, pa ti to resno misliš? Pa še kako resno. Poglej, kaj si čula, gospod Branko, koliko turističnih društev je v naši občini. Kaj se pa jaz nisem to prej fotila? Prav imaš, tako ko zmer. Ja. Zdaj pa vem, kam naredila. Veš? Ja, slabo. Pa bo iskala, jaz poznam Branko Srgarjevo, pa bo vprašala, ona mi bo povedala, v katero društvo ne grem. Ja, kaj se niš jaz to prej fotila? Jezus, Draga, nikdar ni prekasno za dobre stvari. Veš kaj, s politiko se pa ne ukvarjajo, kljuštvajo tisti, ki so. Veš, kako je tu. Zdaj pa tako naredila, jutre, odmah, ali pa mogoče še ne srečala, ker praznuje OTZ, pa se bom šla. Kaj greš ti z menoj? Ne, da veš, kom grem pa jaz. Jaz grem pa Vesni, Kujen. Da je bil čisto na Zesko. Dobro, lepo iti. No, tako, še iz moje strani iskrene čestitke vsem, ki vztrajate za lepši, boljši jutri. Pa vsem turističnim delavcem iskrene čestitke, pa tudi vsem, ki delate za lepšo občino in za našo Slovenijo.
dvorišča domačinov. Ob vhodu v vas stoji športno igrišče, ki kraj odpira obiskovalcem, takoj za njem pa spomenik padlemu Jerneju Molanu v spomin na osamosvojitveno vojno za Slovenijo. V drugem delu vasi stoji gasilski dom, ob njem pa še avtobusno postajališče in prostrana polja, ki se raztezajo proti zahodu, kjer kraj objemajo travniki in njive. Nagrajencem in še enkrat velik hvala za vaše delo. Sedaj pa prosim, da k podelitvi priznanj pristopita gospod župan Ivan Molan in članica upravnega odbora Turistične zveze Slovenije, gospa Milena Vranetič. Priznanje za prepoznavni turistični kraj pa prejmejo Pišece. Magnetek in pa priložnost na znamko ob 100-letnici turizma v Brežici. Hvala lepa. Hvala. Priznanje za vzhajajoči turistični kraj prejmejo Artiče. Priložnostna znamka in magnetek ob 100-letnici turizma v Brežicah. Čestitke. Priznanje v kategoriji skriti turistični kraj prejme Globoko. Priložnostna znamka in magnetek ob 100-letnici turizma v Brežicah. Naslednja kategorija je kategorija izletniška točka. V tej kategoriji sledijo zgodovinska jedra, mestna vaška jedra in sicer vaško jedro kapele oziroma kapelski plac. In pa magnetek ob 100-letnici turizma v Brežicah. Potem pa imamo v tem sklopu podelitve priznanj še dve priznanji in sicer v kategoriji vasi. Prvo prejme Jereslavec. Priložnostna znamka in magnetek ob 100-letnici turizma v Brežicah. Spoštovane ravnateljice, ravnatelji in ostali predstavniki naših šol, s svojim delom, projekti in zavzetostjo ste zares odličen vzgled kraju in seveda otrokom. Saj mlade učite, da je skrb za okolje, dediščino in gostoljubje naša skupna naloga. Sedaj pa prosim ponovno podeljevalca, da pristopita k podelitvi priznanj. Posebno priznanje prejme Osnovna šola Artiče. Sledi priznanje Osnovni šoli Bizeljsko. Potem iskrene čestitke Osnovni šoli dr. Jožeta Toporišiča Dobova.
čestitke tudi v mojem imenu, priložnost Prejemnica posebnega priznanja je tudi Osnovna šola Globoko. Hvala za skrb in urejenost tudi podružnični osnovni šoli Kapele. Iskrene čestitke tudi osnovni šoli Maksa Peteršnika Pišece. Učiteljica v pokoju. Se je vrnila. Ja, sem zadaj, se tako, ko je pomankanje učiteljev, bo to morajo nazaj začeti delati. Čestitke tudi moje imeno. Itak na turistični krožek testa. In povezuje domačine, ustvarja doživetja in krepi pripadnost kraju, kjer živimo. Naj bo turizem tudi v prihodnje zgodba sodelovanja, prijaznosti in gostoljubja. Zdaj pa vas prijazno vabimo, da se nam pridružite tukaj v mali dvorani, kjer bomo skupaj nazdravili, poklepetali in se seveda posladkali z veliko slavnostno torto. Srečno!